Danes si bomo pogledali primer izpita na osnovni ravni. Pogledali si bomo del, ki vključuje pisanje. Znanje pisanja se na osnovni ravni ocenjuje preko 2 nalog. Na voljo imamo 40 minut časa za reševanje. Vsaka izmed nalog je ovrednotena z 10 točkami. Mejna vrednost za uspešno opravljen izpit na ravni A2 je 12 točk, na ravni B1 pa 17 točk. Prva vzorčna naloga. V časopisu ste videli spodnji oglas za pomoč pri obiranju sadja. Potrebujete nekaj dodatnih informacij, zato Eurosadu napišite kratko pismo. Napišite pismo, ki naj bo dolgo od 40 do 50 besed. V pismu povejte, da vas delo zanima, vprašajte za lokacijo, delavnik, plačilo in možnost nastanitve. Pismo ustrezno začnite in zaključite. Pri prvi nalogi imamo en del glave pisma že napisan. In sicer imamo že napisane podatke prejemnika. Na zgornje črte moramo napisati podatke pošiljatelja, torej nas. Vmes med podatki pošiljatelja in podatki prejemnika napišemo kraj in datum. Vsako uradno pismo je nato sestavljeno iz naslednjih elementov: zadeve, pozdrava, vsebine pisma, vljudnega zaključka, končnega pozdrava in podpisa. Pri prvi nalogi torej po vrsti zapolnimo vse dele. Na zgornje črte napišemo naše podatke. Podatke si lahko izmislimo. Nato napišemo kraj in datum. Zapišemo zadevo, ker piše, da iščemo pomoč pri obiranju sadja in je v navodilu pisalo, da povemo, da nas delo zanima, je zadeva prijava na oglas za delo. Pismo začnemo z nagovorom spoštovani. Nato napišemo, kje smo zasledili oglas. V časopisu sem videla vaš oglas za pomoč pri obiranju sadja. Delo me zanima, zato se želim nanj prijaviti. Nadalje navodila pravijo, da vprašamo za lokacijo, delovnik, plačilo in možnost nastanitve. Zanima me, kje poteka obiranje sadja in kakšen je delovnik. Hkrati bi vas rada vprašala še, kakšno je plačilo in ali imate tudi možnost nastanitve. Vsako uradno pismo vljudno zaključimo. Za vaš odgovor se vam vnaprej zahvaljujem. Lep pozdrav, Mojca Novak. Druga naloga ima ravno tako 10 točk. Navodilo pa pravi: hodite na tečaj, ampak ga nekaj časa ne boste mogli obiskovati. Učitelju napišite opravičilo. Opravičilo naj bo dolgo od 40 do 50 besed. V njem napišite svoje podatke, se opravičite, napišite, kateri tečaj obiskujete in katere dneve, kdaj vas ne bo, zakaj vas ne bo, kdaj boste spet prišli in prosite za učno gradivo. Pismo ustrezno začnite in zaključite. Da se spomnimo, vsako uradno pismo ima enako obliko. Na vrhu so podatki pošiljatelja, nato kraj in datum, pod podatki pošiljatelja so podatki prejemnika, sledi zadeva, uvodni pozdrav, vsebina pisma, vljuden zaključek, pozdrav in podpis. Na vrhu torej napišemo svoje podatke. Nato napišemo kraj in datum, pod našimi podatki pa napišemo podatke našega učitelja. Zadeva je opravičilo. Pismo začnemo z nagovorom spoštovani. V navodilu piše, da napišemo svoje podatke in kateri tečaj obiskujemo in katere dneve. Zato pismo začnemo. Sem Mojca Novak in pri vas obiskujem tečaj računalništva za začetnike ob torkih in četrtkih. V navodilu piše, da napišemo, kdaj nas ne bo, zakaj nas ne bo in kdaj bomo spet prišli. Zato pismo nadaljujemo. Tečaja naslednji teden ne bom mogla obiskovati, saj gremo z družino v toplice. Tečaja se bom ponovno udeležila 1. aprila 2026. Prosim vas, če mi izostanke opravičite. Če je mogoče, bi vas prosila tudi za učno gradivo. Pismo vljudno zaključimo, napišemo pozdrav in se podpišemo.
Hvala za razumevanje, lep pozdrav, Mojca Novak. Uradna pisma imajo vedno enako obliko. Torej, oblika pisma bo enaka, ne glede na to, ali gre za vabilo, opravičilo, zahvalo, prošnjo. Vedno sledimo enakemu vzorcu. Na vrhu napišemo svoje podatke, pod našimi podatki napišemo podatke prejemnika in vmes kraj in datum. V osrednjem delu napišemo zadevo, uvodni pozdrav, pri vsebini pisma pa natančno sledimo navodilom. Pismo vljudno zaključimo, napišemo pozdrav in se podpišemo. V spodnjem besedilu poišči napake. Zahvala za naročilo. Najlepša hvala za naročilo otroških slikanic. Žal vas moramo obvestiti, da slikanice Čarobna piščal trenutno nimamo več na zalogi. Dostavili vam jo bomo lahko v mesecu aprilu. Za zamudo se vam iskreno opravičujemo. S prijetnimi pozdravi, Anja Kos, vodja nabave. V besedilu lahko najdemo več napak. Zamenjani so podatki pošiljatelja in prejemnika. Manjka kraj in datum pisanja. Zadeva ni najbolj ustrezno napisana. Res, da se avtorica najprej zahvali za naročilo, vendar se nato opraviči, ker slikanice ni več na zalogi. Zato bi bilo bolj ustrezno, če bi pod zadevo napisali opravičilo. Manjka tudi uvodni pozdrav. Spoštovani. Upam, da ste v videu izvedeli kaj novega in vam želim veliko sreče pri opravljanju izpita.